Dober dan, jaz vas najprej vse lepo pozdravljam. Moje predavanje bo probalo biti bolj konkretno, pa bom rekel na najnižjem nivoju, to je končnega uporabnika. Ne bo toliko globalnih, pa bom rekel lokalnih, niti tem, niti podatkov, ampak bo čist, probam biti čim bolj konkreten, tako kot so mi naročili, naj predavanje pripravim. Začel bi prvi z opisom našega podjetja Uporabna energetika. Ustanovljeni smo bili 2011. Že v prvem letu smo postali, oziroma smo dobili nagrado na 6. slovenskem forumu inovacij kot najbolj inovativno startup podjetje. Na posameznih projektih zbiramo do 50 sodelavcev. Skupne raziskave in razvoj pa upravljamo z Cambridgeom. Moram reči, da se strinjam z večino predhodnih govornikov, da je v Sloveniji dovolj znanja. Jaz bi poudaril, da je dovolj tehničnega znanja. Imamo pa hude probleme v Sloveniji z znanjem, kako financirati projekt, celo projektno vodenje in pa menedžerski del. Tle si največ pomagamo z, bom rekel, znanji naših kolegov iz Anglije. Naše delo se je začelo tako, da takoj smo sicer prinesli tudi strojno opremo, smo začeli testirati v hišah, ampak ugotovili smo, da je zelo veliko pametnih hiš že v Sloveniji. Naslednjem slajdu vam bom pokazal, kako mi ločimo te pametne hiše. Ključno pa je bilo, da ni nobene poglobljene sociološke pa psihološke analize o pametnih hišah, kjer smo ugotovili, da končen uporabnik, zdaj ste videli, danes je bilo strašno veliko informacij o džuljih, o kilovatnih urah in podobno. Mi smo ugotovili, da povprečen uporabnik razume evro in ne razume kilovatno uro. Skratka, razume, koliko njega energija stane, ne razume pa, ne predstavlja si razliko niti med močjo, energijo, da če ima večjo moč dalj časa, to je več energije in podobno. Potem smo vklopili tudi strokovnjake čist iz psihiatrije, če rečem, in posebej smo se ukvarjali z tako imenovano odvisnostjo od energije. Mi smo odvisnost od energije primerjali z odvisnostjo od drog oziroma od mamil in ugotovili smo, da smo v Sloveniji trenutno v fazi zanikanja, ker se pa te faze niso čist, bom rekel, strogo ločene, si pa povprečen slovenski uporabnik želi v fazo zavedanja. To pomeni, želi si, da bi poznal svojo trenutno porabo energije in da bi na podlagi tega lahko prešel tudi v naslednjo fazo, da bi začel reševati svoj problem rabe ali pa prekomerne rabe energije. Seveda smo potem analizirali tudi prodajalce in distributerje. Trenutno so distributerji in prodajalci v fazi izkoriščanja oziroma celo zlorabe moči, ki jim je dana strani države. Zakaj jim je dana strani države? Mnogi trdijo, da je slovenski trg liberaliziran, da je prost. Dejstvo je, da so zelo veliki vstopni stroški in pa dejstvo je, da je tako imenovan prehod iz prejšnjega sistema v sistem proste izbire ponudnika energije je prišel na tako imenovanem opt-outu, torej tisti, ki se je odločil, je lahko zapustil svojega trenutnega ponudnika. Vkolikor bi mi želeli, da bi bil trg res odprt, bi mogli čisto vsi uporabniki imeti pravico oziroma oni bi mogli, tako kot na volitvah, izbrati novega ponudnika. V tem primeru bi bil trg svoboden. No, s svojimi strankami se obnašati tako kot prodajalec mamila, v smislu vi nas nujno potrebujete, brez nas ne morete. Večina jih takoj začne groziti z odklopom, tudi če imate problem, vkolikor ne plačate recimo elektrike, konkreten primer, vam bojo takoj grozili z odklopom, kljub temu, da se vi pritožite na sodišče in tako naprej, šele začasno odredbo lahko jim onemogočite odklop. Zdaj bi šli pa kar na pametno hišo. O pametnih hišah je zelo veliko povedanega in napisanega, zato bi jaz samo predstavil ključne delitve, kako jih mi vidimo. Sem na razpolago tudi za vse možne debate kasneje, zdaj pa sam šel na te. Začne se z senzoriko, to pomeni, da imamo neke senzorje, ki ugotavljajo ali temperaturo ali vlažnost, potem se nadaljuje z avtomatizacijo, kjer zna naprava sama odreagirati na določene signale iz senzorjev,
šele potem se začne pametna hiša. Pametna hiša je sposobna po naši definiciji različnih scenarijev, kako odreagirati glede na podatke iz senzorjev, glede na čas v dnevu, glede na letni čas, kako peljati porabo energije in seveda tudi svetlobo in podobne zadeve. Naslednja stopnja pa je povezana hiša, to pomeni, da se ta hiša lahko povezuje v sistem in usklajuje svoje delovanje na podlagi delovanja drugih. Začeli smo meriti stopnje neodvisnosti. Večina hiš v Sloveniji je še vedno 100% odvisna od omrežja. Začenja se ali pa vedno bolj prisotna lastna proizvodnja in pa v zadnjem času mnogi ugotavljamo, da se splačajo tako imenovani otočni sistemi, kjer sami proizvedemo energijo, ki jo potrebujemo. Mogoče bi tukaj samo omenil, da danes z baterijskimi sistemi stanovanje v Ljubljani 50 kvadratnih metrov, kjer je tipična cena okoli 125.000 evrov, je samo 12.000 evrov je cel sistem, ki vam omogoča popolnoma neodvisnost. Lahko rečem, da naš sistem, ki ga uporabljamo od septembra 2015, je imel samo 3 dni v letošnji zimi problem, da ni mogel zagotavljati vseh potreb, ki jih ima stanovanje. Še ena ključna zadeva, ki se mi zdi pomembno, da jo poudarjam, pametna hiša ni nujno priključena na javno električno omrežje, prav tako ne potrebuje javnega telekomunikacijskega omrežja. Skratka, pametna hiša pa da to, da je v omrežju, ni nujen pogoj. Zdaj bi pa kar šel na hitro predstaviti še našo rešitev. Predstavil bom čisto teoretično, kdor bo želel, mu lahko potem kasneje privat predstavimo konkretne zadeve, gre samo za povzetek. Mi vedno razvijamo lastne rešitve, ki so cel skupek strojne opreme, programske opreme in pa tako imenovanega poslovnega modela. Ključna zadeva je enostavnost. V angleščini reče keep it simple. Mi govorimo o enostavni senzoriki, to pomeni, da so senzori enostavni po delovanju in enostavni za vgradnjo, da je cel sistem enostaven za vgradnjo in priključitev, da to lahko naredi ali uporabnik sam ali nek električar na terenu, ki mu mi lahko damo samo, bom rekel, list z navodili, da je enostavna uporaba tako na mobilnih telefonih, kakor na internet platformah in pa na vmesnikih, ki imamo jih v hišah, in pa da je enostavna nadgradnja z elementi tretjih proizvajalcev. To pomeni, da vi, če se odločite na sistem, niste vezani na naš, da lahko vedno uporabljate kjerkoli rešitev, ki je na trgu in jo dejansko dodate tistemu, kar že imate. Ključna zadeva, kjer smo najbolj prisotni in že 6. leto v Sloveniji nam noben ne more konkurirati, je vložek, ki ga imate v strojno opremo, se povrne s prihrankom energiji že v prvem letu. Pri nekaj čez 600 uporabniki, kjer smo to testirali, je bil povprečen prihranek energije 20%. Le redki so bili, ki niso mogli prihraniti nič z našim sistemom, posamezniki so pa prihranili tudi do 80%, govorimo o raznih primerih, kjer so se jim pokvarile naprave in so z našim sistemom to zaznali. Naša rešitev upošteva tudi vse sodobne trende v IT-ju, to je Internet of Things, zadeva je v oblaku, razumemo Big Data pa Data Analytics in pa ključna zadeva, ki smo jo, bom rekel, zadnje 2 leti razvijali, pa je, da je cel sistem brezplačen za končnega uporabnika. Zdaj bi šel pa še na pametno mesto, mogoče malo provokativno, pametnega mesta ne morejo graditi neumni ljudje. Dejstvo je, v tem sem jaz napisal tudi blog, ki si ga lahko, mislim, da ga lahko pogooglate in ga boste najdeli. Za nas je pametno mesto organiziran skupek pametnih hiš in mi ne verjamemo v klasičen pristop, ki so ga razlagali moji predhodniki, torej od zgoraj navzdol, da pametno mesto lahko gradi nek distributer in podobni. Mi verjamemo, da pametno mesto mora zarasti iz pametnih hiš in ne obratno. Nujno je potrebno z uporabniki doseči konsens, torej uporabnike je potrebno spodbujati k uporabi. Ugotovili smo, da uporabnike, ki jih prisilimo v uporabo ali pa ki jih prevaramo, da to začnejo uporabljati,
dejansko ne morejo narediti ustreznega prihranka oziroma spremembe življenjskega stila, ki bi omogočala prihranek. To pa tudi pomeni na nivoju mesta, da delujemo na najmanjšem skupnem imenovalcu, namesto da bi sistem deloval optimalno. Ugotovili smo tudi, da pametno mesto ima lahko mnogo pozitivnih učinkov, recimo na ljudi. Naprimer, stari ljudje se zanašajo na mlajše ljudi pri upravljanju hiše in pri njih iščejo znanje. Tudi nadzor starih ljudi, kjer je vedno večji problem Slovenije, so stari ljudje, lahko upravljamo preko pametnega mesta, omogoča tudi večjo varnost. Na skupnost zelo dobro deluje ta, da se recimo sosed od soseda uči, in pa na okolje deluje, da je manj izpustov. Na gospodarstvo pa čisto enostavna računica, če nam uspe, da povprečen uporabnik prihrani 20% elektrike, bi to pomenilo na nivoju Slovenije 8 milijonov evrov na mesec. Če nam pa uspe, da dobimo energijo za končnega uporabnika za 100, bi pa to za končne uporabnike pomenilo, da imamo 40 milijonov evrov na mesec prostega denarnega toka. Zdaj bi pa jaz povedal še nekaj o konkretnem primeru prvega pametnega mesta v Sloveniji. Žal ne morem izdati lokacije pa imena. Gre za projekt, kjer bo strojna oprema in programska oprema in uporaba tega povsem brezplačna za končnega uporabnika. Donos za investitorja bo 10% na leto. Prve inštalacije pa načrtujemo konec leta 2017. Trenutno se končuje finančna konstrukcija. Želel bi povedati, da to gre za povsem privatno inicijativo. Morate vedeti, da danes manjka investicij, banke vam ponujajo nič, če imate pri njih depozite, tako da verjamemo, da smo razvili eno pametno alternativo. Bi pa še povedal, glede na to, da smo v 2011, zakaj danes še ni 120 tisoč gospodinjstev s pametno hišo. Lahko povem, da je uporabna energetika 2013 podpisala pogodbo s Petrolom, v 2014 je bilo določeno 120 tisoč gospodinjstv, da bomo pokrili s pametno hišo. In ker jaz nisem bil pripravljen dati podkupnino, ki je zahtevala uprava Petrolu, je zadeva zdaj trenutno na sodišču. Lahko pa povem, da sodni sistem v Sloveniji, kar se nas tiče, zelo dobro deluje. Petrol nas je z lažnim računom poskušal dati v stečaj in jim ni uspelo. In prav tako jim ni uspelo začasno odredbo, da moramo mi za 100 in to za njih delati. Tako tle mislim, da je pohvala sodnemu sistemu slovenskemu. Kljub vsem tem problemom, ki so nam jih povzročili, kljub vsem stroškom, ki smo jih imeli z sodiščem, projekt teče naprej z novimi partnerji, z novimi financerji in 2017 bojo prve inštalacije v Sloveniji. Jaz upam, da bo do 2020 vsak Slovenec imel možnost dobiti brezplačno pametno hišo. Če bo želel nadgradnjo, se bo lahko za bolj kompleksno odločil. V vsakem primeru pa pravica bo, strojna oprema bo na razpolago in jaz mislim, da bo Slovenija do 2020 že v celoti pametna oziroma tisti, ki bo želel, se bo lahko za to odločil. Hvala. Hvala.